Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Mestna občina Celje je v času mednarodnega obrtnega sejma organizirala konferenco Investiraj v Celju. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje je spominska slovesnost spomin na dolgoletnega upravnika Boruta Alujevića. Celjani po zmagi v štajerskem derbiju zmanjšali zaostanek za vodilnimi. Žalec je najgostitelj jubilejne 30. dirke po Sloveniji. Mestna občina Celje je v sklopu MOS-ovih poslovnih dni v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija in inkubatorjem Savinjske regije pripravila 3-dnevno konferenco z naslovom Investiraj v Celju. Včeraj so se dotaknili učinkovitega upravljanja poslovnih con s pregledom dobrih praks iz tujine, danes pa je bila konferenca namenjena naslovni temi. Tako so zainteresiranim predstavili naložbene priložnosti v mestu ob Savinji. Mestna občina Celje je letos izkoristila potencial, ki ga ima največji poslovni dogodek v regiji, celjski sejem MOS. Prav zato so skupaj s partnerji pripravili tokratno mednarodno poslovno konferenco Investiraj v Celju. Osrednja investicijska priložnost v tem trenutku je ekonomsko-poslovna cona Trnovlje jug, kjer bo dražba za zemljišča v kratkem tudi objavljena oziroma je že objavljena. Sicer pa bomo predstavljali podobo Celja kot vitalnega bivalnega in gospodarskega okolja, kjer se priložnosti za gospodarstvo tesno prepletajo s kakovostjo bivanja za občanke in občane, z visoko kakovostnim izobraževanjem, visokim šolstvom, zdravstvom, kulturo, športom in seveda priložnostmi za investiranje tudi v stanovanja, kar je vsekakor pomemben del gospodarskega razvoja našega mesta. Zanimanje med potencialnimi investitorji obstaja, pravijo na mestni občini Celje. Največje zemljišče lahko trenutno ponudijo v poslovni coni Trnovlje jug, za bodoče investitorje pa imajo še nekaj drugih priložnosti. Veliko je poslovnih možnosti za poslovno gradnjo v vzhodnem delu Celja, potem za večstanovanjsko gradnjo in enostanovanjsko gradnjo v zahodnem delu Celja. Nekaj je pa tudi objektov v starem mestnem jedru, ki so potrebni celovite obnove in revitalizacije, tako da vse te investicijske priložnosti čakajo na investitorje. Še več možnosti pa bo po sprejemu občinskega prostorskega načrta. Bomo vzpostavili nove gospodarske cone in pa tudi ustvarili možnosti za širitev stanovanjske gradnje. Nažalost lahko povem, da je kar pogosto prihaja do situacij, ko investitorji, ki prihajajo, predvsem ki iščejo večja zemljišča v Sloveniji, težko najdejo take površine, zato si te pobude kar skrbno beležimo in se na njih probamo odzivati skozi prostorsko načrtovanje in v prihodnosti. Želeli bi si delovati v okolju, kjer imamo več možnosti za hitre investicije, kjer ni toliko trajajočih procedur vezanih predvsem na sprejemanje prostorskih aktov, izgradnje komunalne infrastrukture in tudi določenih, bom rekel, konfliktnih situacij med nosilci urejanja prostora v naši državi. Pri spodbujanju gospodarske rasti, naložbenih aktivnosti in zlasti razvoja poslovnih idej pomembno vlogo igrajo tudi inkubatorji. Inkubator se vključuje v to 3-dnevno konferenco, predvsem v smislu, da lahko v okviru inkubatorja so novo nastala podjetja, ki imajo zelo veliko znanja, veliko delajo na razvoju in lahko tudi firmam oziroma večjim podjetjem, ki prihajajo v Celje, lahko pomagajo pri razvijanju določenih produktov. Hkrati je inkubator lahko tudi potencialni kadrovski bazen. Inkubator se zdaj v večji meri tudi povezuje z bolj uveljavljenimi večjimi podjetji in na ta način se vzpostavljajo nove partnerstva in nove sodelovanja in tudi razvoj novih poslovnih idej. Mislim, da slovensko gospodarsko okolje temelji na nekaterih tradicionalnih panogah, kar je
tudi za Celje zelo značilno. V Celju je doma kovinsko-predelovalna industrija, orodjarstvo, živilska industrija, kemijska industrija in okoli te industrije je smiselno razvijati tudi inovativne investicije vezane na nove start-upe, na tehnološka podjetja, ki so nekako ali povezana ali pa vezana na te ključne panoge. Celjski industrijski vzhod mesta bo omogočal tudi širitve določenih dejavnosti, predvsem pa tudi prenovo same obstoječe gospodarske slike, ki je vsekakor vitalna in zdrava, pa vendar moramo na prihodnost gledati tudi z vidika priložnosti za širitev in razvoj. Jutri bodo v okviru konference pripravili mednarodni dogodek posvečen priložnostim, ki jih ponuja platforma Amazon. Gostili bodo predstavnike te velike mednarodne skupnosti in strokovnjake za marketing. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so pripravili spominsko slovesnost v spomin na dolgoletnega upravnika celjskega gledališča Boruta Alujevića, ki je konec junija preminil v 83. letu starosti. Alujević se je celjskemu gledališkemu ansamblu priključil januarja 1966, kar 21 let pa je bil tudi upravnik gledališča. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje je včeraj potekala spominska slovesnost posvečena dolgoletnemu upravniku gledališča in dramskemu igralcu Borutu Alujeviću oziroma Lujotu, kot so ga klicali prijatelji in znanci. Midva sva se prvič srečala, ko sem jaz režiral v Celju svojo prvo profesionalno predstavo pred več kot 20 leti in to srečanje je bilo v bistvu v pisarni pri njemu, tako kot v tej pisarni, ki je zdaj moja pisarna. In že takrat je bila podobno urejena, podobno je bilo pohištvo noter, kot je danes. In se mi zdi, da je ta že pohištvo, pa ta pisarna, kako je takrat name delovala skupaj z njim, delovala zelo gledališko, no, bom rekel, kot je bil tudi on sam, ki bi rekel brez gledališča ni mogel, in mislim, da je to ljubezen do gledališča in skrb, no, posebej do profesionalnega in seveda tudi do ljubiteljskega, ampak prav posebej do tega nekega zavzetega profesionalnega dela širil okrog sebe in tudi na mlajše generacije, in del tega duha njegovega probamo pač tudi še naprej furati v teatru. V domačem gledališču je Lujo odigral več kot 80 vlog, nastopal je v filmih in na televiziji. No, Boruta Alujevića sem spoznal najprej kot igralec, kot gledalec, kot otrok, kot dijak, ko je na odru igral, zelo pogosto igral v otroških predstavah, pozneje pa seveda tudi v vseh drugih odraslih, in spoznal sem ga kot velikega profesionalca, kot mojstra komedije in kot zelo, zelo zanesljivega interpreta različnih dramskih vlog. Pozneje, ko sem pa sam prišel v gledališče, sem ga pa seveda spoznal še bliže kot člana igralske ekipe, ki je v gledališču vedno prva in je vse podrejeno igralcem. In to je seveda ena druga optika, skozi katero vidiš, da je igralec tudi za odrom zelo pomemben kot tisti človek, ki lahko navdihuje druge, ki lahko spodbuja druge, lahko pa tudi vpliva kvarno, ne? No in celjsko gledališče je bilo v večini v zgodovini znano po tem, da je bil ta igralski kolektiv zelo dober, da je bil pogosto kot igralska družina. Kot je še dodal Pezdir, je bil Alujević gotovo v jedru ljudi, kjer je 20 let kot igralec in 20 let kot upravnik skrbel za to, da je kolektiv dajal od sebe vse, kar so si želeli sami in kar so od njih pričakovali gledalci. Kako pa se je prvič z njim srečal igralec in glasbenik Brane Završan? Prvič jaz mislim, da na gostovanju, ko smo bili tukaj. Tako da sicer pa, da bi videl, kdaj sva navezala kakšen stik, ne spomnim se, kako je bilo pa od nekdaj, od prvega momenta na ti in vedno je bila zabava. Ampak tako, vedno tako ironično in samoironično, kar ni zelo pogosto, se pravi, tako se malo hecati sebe in iz drugih.
Potem sem bil pa pogodbeno ene parkrat, se pravi, predvsem sem gledališki gib delal tukaj, ja, tako da tam je bilo to, tam sva se kar z lahkoto in lepo zmenila. Sicer pa midva odigrala nisva skupaj nič, vsaj da bi vedela. Mislim pa, da sva bila v ene TV filmih, da sva bila v istih, ampak kadri so bili pa drugačni, ja. Tako da nisem bila skupaj. Ampak sicer pa mislim, da sva se, ne mislim, to svoje stvari lahko rečem, pa smatram, da tudi z nasprotne, so se bila pa zelo naklonjena. No. To je bilo pa vedno tle šala vedno kakšne prilike in take stvari tukaj po Celju in tudi, ker jaz sem prišel kasneje, potem, ko je on odšel, se pravi, da on kot delodajalec, ne, tako se nisva poznala, ampak sicer pa ja, in sva kar kakšno žaltovo razdrla, ja, tako da po mojem še zdaj tako malo pomižik nekaj iz kakšnega kota, pa se ne malo smeji, ja. Tako da srečno, Borut. Nogometaši Celja so v zaostali tekmi drugega kroga državnega prvenstva v štajerskem derbiju z 2:1 premagali Maribor. Celjani so se s to zmago vijoličastim na prvenstveni lestvici približali na točko zaostanka. Zaostanek za vodilno Olimpijo zdaj znaša 4 točke. V areni z Dežele so bolj odločno in napadalno začeli Celjani, a tudi Mariborčani so bili nekajkrat ob prekinitvah, enkrat so po kotu zahtevali tudi najstrožjo kazen, zelo nevarni. Terensko premoč so gostitelji kronali v 27. minuti, ko je Svit Cešlar mojstrsko podal, Armanda Skučis pa je v dvoboju 1:1 matiral Ažbeta Juga. Mariborčani so izenačili v 58. minuti. Novinec Madžar Komaromi je sprožil izven kazenskega prostora in presenetil domačega vratarja Matjaža Rozmana za svoj prvenec v vijoličastem dresu. Mož odločitve je bil najboljši posameznik na tekmi Svit Cešlar, ki je z mojstrskim strelom z desne strani premagal Juga. To je bila neka situacija, v kateri sem probal dati svoj maksimum. Videl sem golmana, da je stopil malo naprej in pa ta žoga, če jo zadaneš, gre vedno v gol. Gre za igralca, ki lahko na igrišču počne vse. Napada, brani, je agresiven, a ni počasen, kot to želijo nekateri predstaviti. Lahko podaja, lahko zabija, dobro igra v obrambi. Seveda vsaka ekipa lahko igra brez vsakega posameznika, toda naše moštvo ima z njim povsem drugo dimenzijo. Vesel sem zaradi predstave celotnega moštva. Vrnili smo se na raven, na kateri moramo biti, in res sem srečen zaradi tega. Lahko rečem, da se zdaj začenja Celje šov. Domači trener Albert Riera je bil z zmago in zmanjšanjem zaostanka za Mariborom, Olimpijo, Muro in Koprom zelo zadovoljen. The most important are the 3 points, because we are working all the week and we are playing the game to win the 3 points. This is the most important. Najbolj pomembno je, da smo osvojili 3 točke. Včasih tudi, ko zmagamo, nisem najbolj zadovoljen z našo igro. Tokrat lahko rečem, da sem glede na stanje zelenice zadovoljen z našo izvedbo. Bili smo boljše moštvo, več smo imeli žogo v svojih nogah, ustvarili smo si tudi veliko priložnosti, iz katerih bi lahko zadeli. Zelo sem zadovoljen z našo predstavo, sploh ob dejstvu, da smo na tem igrišču opravili samo en trening. Zaradi takšnega stanja zelenice nismo mogli prikazati našega optimuma. To je pač realnost, s katero se moramo soočiti. To ni moja odgovornost, a stanje naše igralne površine se mora izboljšati. Nekdo bo moral prevzeti odgovornost za to. Gledali smo 2 povsem različna polčasa. V prvem smo imeli popolno kontrolo z jasno izkazano ambicijo, da tekmo želimo zmagati. V drugem polčasu so se stvari na igrišču nekoliko spremenile, zato smo se morali bolj odločiti za igro z dolgimi podajami. V tem segmentu se še ne znajdemo najbolje in ga bomo morali v prihodnosti izboljšati. And probably we are not a team to play long balls, or we are not ready to play this, and we need to improve on this situation. Simple as that. Bila je zelo težka, zelo naporna tekma, tako ste rekli, bilo je gor dol, dosti priložnosti na obeh straneh, česar si mi nismo želeli, ker vemo, da mi
mi hočemo kontrolirati igro, ne želimo se spuščati v te konjske dirke gor dol, ampak najpomembnejše je, da smo na koncu da so 3 pike ostale doma. Celjani bodo v naslednjem krogu v nedeljo gostovali v Domžalah. Občina Žalec je najgostitelj 30. mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji. Žalski župan Janko Kos je prestižno nagrado v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu prevzel iz rok predsednika strokovne žirije Draga Bulca. Žalec je bil letos gostitelj starta druge etape. Žalec je dolgoletni partner dirke po Sloveniji. Letos se je na Šlandrovem trgu s kratkim postankom pri Fontani piv začela druga etapa jubilejne 30. dirke. Najprej naj povem, da sem vesel in ponosen, da držim v rokah takšno priznanje za organizatorja, kot ga dobi zmagovalec dirke po Sloveniji. To je izjemna čast. Ne vem, kako se je komisija odločila ravno za nas kot najboljšega organizatorja. Kot že rečeno, velika udeležba, izvirnost, medgeneracijsko druženje na dirki, mladi sodelovali. To ni bila za nas samo športni dogodek in turistični, bil je tudi kulturni dogodek. Nastopali so, peli, plesali, otroci so risali v vrtcih, v šolah. Pomeni širši pomen te dirke. Iz podjetij so prišli za kratek čas si pogledati to dirko. Nekaj izvirnosti, imamo še nekaj rezerv, vendar če komisija meni, da smo bili dobri, potem smo si že zaslužili to priznanje. Ko smo začeli sodelovati pri tej dirki, nismo razmišljali, da bi tekmovali. Rekli so, bomo sodelovali kot olimpijsko načelo, važno je sodelovati. No, zdaj pa že kar tekmujemo organizatorji med sabo in mogoče še imamo kakšno priložnost, da še enkrat dobimo ta pokal, da mogoče za izvirnost, kaj pa vemo, v kakšni drugi kategoriji. Gremo naprej. Zdaj Žalec preprosto in ta dolina ne more brez kolesarske dirke po Sloveniji, ki je izjemen dogodek, ki nas riše ne samo Žalec, ampak regijo in celotno Slovenijo na širši evropski svetovni turistični zemljevid. Gremo naprej, kot gremo v slovenskem kolesarstvu. Poti nazaj ni več. Organizatorji dirke po Sloveniji so vodenje strokovne žirije zaupali Dragu Bulcu, ki je na razglasitvi med drugim izpostavil, da ima žirija iz leta v leto težje delo. Moram reči, da nas je Žalec vse skupaj prepričal predvsem s tem, da je lepo urejen kraj, da se je to dogajalo v mestnem središču in pri vaši posebnosti Pivski fontani, in da je bilo že v zgodnem času, v času štarta, toliko ljudi zbranih vseh, recimo starosti, od otrok do recimo tudi starejših. In potem jaz sem posebej opazil pa vaše stare oldtimerske kolesarje, ki so bili oblečeni v starinske oblačila, so imeli tudi stara kolesa in naprej po celi Savinjski dolini je bilo čuda, čeprav to že izven žalske občine, je bilo čuda presenetljivo veliko gledalcev in navdušenih podpornikov te športne prireditve. V Žalcu so s sodelovanjem pri dirki po Sloveniji izjemno zadovoljni, saj ugotavljajo, da jim to prinaša tudi vse večji obisk turistov. Se pozna, mi imamo obiskovalce, predvsem gledamo na Fontani, v Jamu Pekel, v Rimski nekropoli, predvsem teh bolj prepoznavnih turističnih destinacij iz številnih držav tega sveta, 60-70 držav beležimo obiskovalce in ti pravijo, da so nas videli na posnetkih kolesarske dirke po Sloveniji. To je dodatna promocija in to je treba izkoristiti, nadgraditi, se povezovati, narediti z letala še lepše posnetke. Ne vem, kakšen takšen dogodek, da bo še bolj enkraten, še bolj izviren, bolj poseben, bomo naštudirali. To je samo dobro, ne samo za Žalec, to je dobro za Slovenijo. Letošnja jubilejna izvedba se lahko pohvali z rekordno udeležbo in kar 46 različnimi destinacijami. Dirko si je preko televizijskega prenosa ogledalo več kot 10 milijonov gledalcev po celem svetu. Imeli smo najštevilčnejšo kolesarsko karavano v 30 izvedbah dirke. Gledanost je bila največja do sedaj, družabni mediji in vse ostalo. Gledalcev ob trasi
mislim, da je enako kakor leto prej, ker ob 2 milijonih, kolikor nas je Slovencev, več jih že ob trasi ne more biti. Letošnja dirka je obkrožila oziroma prečkala vse 4 sosednje države. Še posebej bila pa fascinantna prva etapa, kjer smo imeli štart v Sloveniji, cilj v Sloveniji, prečkali smo pa Hrvaško, Madžarsko in pa Avstrijo in pa v tretji etapi še Italijo, tako da je bila zbirka kompletna, trasa sestavljena na nek način, napeta dirka vse do konca, do zadnjega metra v Novem mestu. Organizatorji so že začeli s pripravami na izvedbo 31. dirke, ki jo bodo pripravili sredi junija prihodnje leto. Vsekakor treba na tem nivoju vztrajati. Kolesarska dirka po Sloveniji v razredu Pro serije smo v boku dirke po Norveški, Danski, Belgiji, Veliki Britaniji ali pa Luksemburgu. Tako da smo v zelo visokem kakovostnem razredu, daleč od tukaj okrog trenutno ni takega tekmovanja in zavedamo se svoje odgovornosti, tako da se bomo lotili cele prireditve, vključno s traso, z destinacijami zelo odgovorno in tako kot sem rekel, probali bomo zadržati ta nivo. Organizatorji so letos podelili še nagrado za najbolj prizadevno lokalno skupnost, ki jo je prejel Dobrovnik. Nagrada za inovativnost pa je romala v Ljubljano. Posebno priznanje za dolgoletno podporo in pomoč je prejela slovenska policija. Jutri bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 16 do 17, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, burja na Primorskem bo ponehala. Nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. To je bila oddaja Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova jutri. Lep pozdrav in srečno.